Lepo pozdravljeni. Kranjskogorski župan Janez Hrovat se je ta teden sestal z domačimi gospodarstveniki. Pogovor je tekel v smeri vzpostavitve poslovne cone v občini ter o možnostih spodbujanja gospodarstva. Po srečanju pa je župan takole strnil vtise. Posvet je bil kar uspešen, sem zadovoljen. Pač nekaj nezadovoljstva, tako kot vedno. Tudi župan ne more zadostiti vsem željam, tudi gospodarstva ne. Tukaj so pač problemi, ki se pojavljajo v celi občini, in sicer premajhno število malih obrti, ki pač v naših krajih izredno zamirajo. To so od tesarjev, mizarjev, ključavničarjev, raznih malih dejavnosti pleskarjev. V bistvu občina se bo potrudila, da bo že v šolskem sistemu od osnovne šole naprej motivirala mladino, da se odloča za te poklice, da te poklice ne jemlje kot nekaj manjvrednega, da spozna, da je lepa možnost preživetja z lepimi dohodki tudi z temi deficitarnimi poklici v naših krajih. Jaz mislim, da z dvigom gospodarstva, turizma in seveda vsega zraven bo to še večji problem postajal, če ne bomo to reševali že od začetka. Kaj pa ideja o poslovni coni? Bila naj bi v Mojstrani. Jaz mislim, da kot je bilo razvidno iz pogovora z gospodarstveniki, obstaja interes, da se nekje v Kranjskogorski občini formira poslovna cona, da občina Kranjska Gora pomaga z infrastrukturo oziroma z prostori, kjer bi se ta obrtna cona formirala. Jaz mislim, da je ta Mojstrana zdaj ena od možnosti, vsekakor pa ne zadnja, in občina, pa tudi jaz osebno, bomo probali narediti čim več, da se to realizira. Vsi, ki ste zainteresirani za poslovno cono ali pa imate kakšno dodatno idejo, ste na občini vedno dobrodošli. Lahko pridejo direkt na občino do oddelka za gospodarstvo, do Vide Črne ali pa do direktorice občinske uprave Vesne Okršlar. Lahko se pogovorijo, jim pač predstavijo svoje ideje, vizije svojega razvoja, dejavnosti oziroma vključitve v obrtno cono, pa se bomo v bistvu z njimi potem v nadaljevanju zgodbe bolj temeljito pogovorili. Svetniška skupina Ekipa za prihodnost je sklicala izredno sejo v Bohinju na temo vpisa lokala na Veglju okrepčevalnice Kramar v zemljiško knjigo. Zaradi obstrukcije svetnice in svetnikov Liste za Bohinj in svetnika SLS-a so bili nesklepčni in seje niso izpeljali. O razlogih za sklic seje je Bojan Traven, vodja Ekipe za prihodnost, po ugotovitvi nesklepčnosti povedal. Preveč dvomov se je vzpostavilo leta 2013, ko je občinski svet sklenil, da brezplačno da gospodu Kramarju in njegovi soprogi občinsko lastnino, govorimo o lokalu, o ekskluzivnem lokalu ob Bohinjskem jezeru. Mi smo bili ves čas, nismo tega odpirali ne v volilni kampanji, ne kasneje. In smo se večkrat neformalno z gospodom županom pogovarjali o tem, da vendarle dajmo stvari urediti na način, ker je dolina je razdeljena, slab občutek je za ljudi, ker ni transparentnosti in zdi se, da tudi nepoštenosti. Preveč dvomov je bilo vzpostavljenih pri tem prenosu lastnine. Kot je dodal, je njihov predlog, da s pomočjo strokovnjakov pridejo do rešitve, ki bi bila pametna za vse, najboljši. Neposredno vpleteni bohinjski župan Franc Kramar pa vse očitke zavrača. Dejstvo je, da gre tukaj za napad na mene in na mojo družino. Dejstvo je, da smo 30 let že prisotni v tem prostoru, v tem lokalu. Dejansko smo vložili, to je tudi sodne cenitve, razvidno znatna sredstva. Občinski svet v preteklem mandatu nam je to priznal in dejstvo je, da je ta sklep pravnomočen, da je že veljaven in gre
v bistvu za napadanje gospoda Travna in ekipe za prihodnost na mene, na mojo družino, kar po moji oceni ne sodi v sodoben svet. Kot je dodal, je za njega in njegovo družino zadeva z vpisom v zemljiško knjigo, kar se ne bi zgodilo, če bi bilo pravno sporno, zaključena. Objekt, kot še pravi, ni črna gradnja, kar je dokazal na pristojni inšpekciji, in objekt tudi ima uporabno dovoljenje. Tudi v kranjskogorski šoli so se pridružili tednu mobilnosti, in sicer s programom Jumikar. Projekt Jumikar je namenjen osnovnošolcem, predvsem v tem smislu, da se naučijo varno in odgovorno obnašati v prometu. Na naši šoli smo letos vključili učence v ta projekt od 3. do 5. razreda, sodeluje 67 učencev. Zelo smo veseli, da nam je Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu omogočil te delavnice, saj se otroci z svojim sodelovanjem v cestni vožnji največ naučijo o tem, kako lahko tudi sami prispevajo za varnost v prometu. Prav živahno je danes na šolskem igrišču, izvaja se projekt Jumikar. Kako ste zadovoljni s takim projektom, da učenci doživijo nekaj novega? Ja, učenci so navdušeni. Celo starši so že zjutraj omenili, kako so se otroci veselili, da so nekateri kar komi prišli zjutraj, slabo spali. Namreč to je res dogodek za otroke, ki se z avtomobilčki vozijo, upoštevajo seveda tudi prometne predpise, in to bo neko zelo zanimivo doživetje danes. Seveda pohvalno je tudi, da plača to dejavnost Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora. Ja, mi bi se res zahvalili svetu. Odlično sodelovanje s svetom, to je eden od programov. Bi pa se zahvalil tudi, da je svet tudi v letošnjem letu financiral tudi nakup troznakov oziroma triopanov, tako da je tudi šola iz 3 strani jasno označena glede varnosti v prometu. Dobro sodelujete tudi s samo policijsko postajo Kranjska Gora, obiščajo vas v začetku leta, potem ob koncu leta. To je res. Že v začetku leta smo imeli skupen sestanek, ker smo se tudi dogovorili glede prvega šolskega dne in varnosti, in res je bilo vse narejeno odlično, pa ne samo policija, tudi gasilci, prostovoljci so bili na vseh prehodih za pešce, na bolj nevarnih delih, tako da bi se tudi v imenu šole, učencev in staršev zahvalil za to res odlično delo v prvih dneh šole. Evropski teden mobilnosti vsako leto obeležujemo med 16. in 22. septembrom. Letošnji pa je potekal pod sloganom Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost. Kot so zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo, letošnje geslo izpostavlja dejstvo, da so trajnostni mobilnosti naklonjena mesta tudi ekonomsko uspešnejša. Pobudi, ki že 14 let lokalne skupnosti po Evropi spodbuja k izvedbi trajnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, se je letos v Sloveniji pridružilo že rekordnih 71 občin. Vseh so pripravili pester program, največ kar 43 dogodkov pa so letos organizirali v Ljubljani. V petek je na Jesenicah zaživel Denisov Samuraj Gym, in sicer v dvorani Podmežaklo. Vsi, ki Čorči pa poznate, veste, da se mu je s tem odprtjem izpolnila velika želja na njegovi športno-poslovni poti. Končno smo odprli, delali smo 2 meseca non-stop, spali smo bolj malo, otvoritev je šla pa, lahko rečem, da je šla po planu, čeprav tiste malenkosti so manjkale pri organizaciji, ampak to mora biti, da je pa bolj zanimivo, da ni vse tako easy, ampak smo speljali tako, kot treba, malo nervoze, malo dobre vole. Si zadovoljen brigad z odkritvijo pa z obiskom? Ful sem zadovoljen z obiskom, prišlo je zelo veliko ljudi, pa zelo veliko ljudi kar ostalo dolg časa, jaz sem mislil, da se bodo tako prošetali pa šli, ampak so kar pogledali program, pa sem zelo zadovoljen. V obisku je tudi tvoj prijatelj iz Nizozemske. Ja. Zadovoljen, vesel on? Največja čas je pa to, da me je obiskal moj trener iz Nizozemske, Lucien Carbin. Lahko bi rekel, da je to že legenda tega športa, s katerim se jaz ukvarjam. In to je zame ena velika čast, da se sploh vzel čas, pa prišel v Slovenijo, pa naredil predstavitev tajskega boksa s svojimi 2 učenkoma. In so tudi ljudje videli,
kaj je to znanje. Tako da vsi smo malo obstali za ene par sekund. In tako kot sem rekel, zelo velika čast in upam, da na nov let, za drug let, ki bo ena leta Samuraj Džima, da spet pride. Plani za naprej? Zdaj pa naprej upam, da bo telovadnica živela, da bomo imeli dosti obiska. Imamo že nekaj podnajemnikov, joga bo potekala, bootcamp, treningi se bodo začeli, plesi za otroke, jazz balet, borilne veščine, kickbox, kempo arnis, masaže bodo potekale, fizioterapije, bioresonance, tako da imamo res eno zelo dobro ponudbo, iščemo še najemnike za naprej, ampak jaz mislim, da bo prostor živel, pa mislim, da smo Jesenicam dali eno veliko možnosti za razvoj naprej. Drage gledalke in gledalci, zdaj smo še v drugem delu Kronike tedna. V sredo ob 17. bo 13. redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim pogodbena komasacija stavbnih zemljišč na ožjem območju OPPN pod Vitrancem v Kranjski Gori, odlok o tretjem rebalansu proračuna občine za letošnje leto in tudi poslovno poročilo javnega zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2015. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Ob svetovnem dnevu turizma se bodo po Sloveniji odpirala tako imenovana zelena okna z namenom ozaveščanja o turizmu in njegovem pomenu vpliva na okolje. Odprtje zelenega okna ob jezeru Jasna v Kranjski Gori bo v torek ob 17. Orgelski koncert Matjaža Megliča bo v cerkvi svetega Mihaela na Dovjem v soboto ob 19:30. Izvajal bo orgelska dela slovenskih in tujih avtorjev. V 99. letu se je poslovila Marica Globočnik iz Kranjske Gore, častna občanka Kranjske Gore, mlajšim in starejšim generacijam poznana predvsem kot teta Pehta. Marica Globočnik se je kot prvorojenka mame Lenke in očeta Petra Jaklja rodila 1. februarja 1918 v Kranjski Gori pri Vandotu na materinem domu. Po končani osnovni šoli si je zelo želela postati učiteljica, a žal za to ni bilo možnosti. Zato je šolanje nadaljevala pri zasebni šivilji Miheli Petermanovi. Kasneje se je zaposlila v gostinstvu in turizmu. Pri 19 letih je dobila prvo samostojno gledališko vlogo, ki so ji potem sledile še druge. Že z 11 leti se je začela njena vedno bogatejša pevska kariera. Vse življenje je delovala kot čisti ženski sopran v številnih pevskih zborih in zasedbah različnih društev. Kljub družinskim obveznostim je vedno našla čas, da je kot igralka in pevka sodelovala v kulturnih društvih ter odlično oblikovala nepozabne like v gledaliških delih, tako otroških kot ljudskih igrah, dramah, komedijah, operetah. Zelo dobro se je znašla v Kekčevi deželi. Ob Pehti so obiskovalci spoznali pristen domač kranjskogorski govor, v katerem jim je razlagala zdravilno moč rožic in zelišč, ter dajala življenjske nasvete in pripovedovala stare zgodbe in dogodivščine. Ko ji je postala Kekčeva dežela preveč oddaljena, si je doma uredila svojo kamro tete Pehte. Svoje igralske odlike je tudi na jesen življenja pokazala celo v filmu Vojka Anzelca Zadnja večerja, ki je bila odigrana leta 2000. Dolgo vrsto let je spremljala prijatelje in znance z občutenimi poslovilnimi besedami na njihovi zadnji poti. Zdaj je prišel čas, da se od nje poslovimo mi. Beseda hvala bo premalo za vse, kar je pustila v dediščini Zgornjesavske doline, kar nam je dala svojo dobro voljo in pripravljenostjo deliti svoje znanje. Nekoč se spet srečamo. Naj se sliši ljudska modrost in domača beseda 96-letne Marice Globočnik. Prosim.
Vesela sem priznanja, moram reči, in hvala tistem, ki so pripomogli za njega. Ampak še bolj bo vesela, če bi se mladi navdušili, pa tudi vsak ima veselje, da bi to, kar smo mi leta in leta dajali narodu iz ljudskega življenja, da bi se nadaljevalo, da bi se ne pozabilo. Ne pozabite, da smo tle doma, da je to nekaj vredno. Ne želite se na venkega v skromnem življenju, pa kakor je gospod rekel, spet smijo, se vesem, saj jaz sem vse težavo premagala. Spet smijo s prijateljskim druženjem in tako sem prišla tako daleč.